Kot vam je že znano, smo lansko leto v mesecu oktobru sprejeli nov kodeks policijske etike, ki je manjši od predhodnega, ki je bil sprejet leta 1992. Ima tudi manj členov, in sicer 14, prejšnjih je imel 21, sestavljen je iz 2 splošnih določb, 9 temeljnih načel in pa 3 končnih določb. Osnovni namen kodeksa policijske etike je ozaveščanje policistov o pomenu spoštovanja človekovih pravic in pa spoštovanja etičnih načel ter pa krepitvi moralnega ravnanja v praksi. Temeljne novosti novega kodeksa policijske etike so pa v tem, da je naravnan inspirativno in sicer se ločuje od ostalih aktov, ki urejajo delo policije, ki so regulativne narave. Napisan je v prvi osebi množine, s čimer je poudarjena skupinska pripadnost vrednotam policije in pa organizacije same. Potem z samim kodeksom je bilo ukinjeno častno razsodišče in pa ohranjene so bile moralne kršitve, ohranjeno moralno sankcionirane kršitev, torej določena je izključno moralna odgovornost za kršitev določil kodeksa policijske etike. Določena so tudi na novo sprejem in pa spreminjanje kodeksa policijske etike ter pa priloženje seznam vrlin in vrednot, ki odražajo poslanstvo policijskega dela. Sam seznam je potem izdelan tudi posebej na A3 formatu in bo izobešen v vseh policijskih enotah. Vrednote in vrline se tudi vrtijo na internetu policije in pa o njih se pač pogovarjamo pri vsakodnevnem delu. Kaj je še drugače? V samo vsebino smo vključili tudi integriteto in pa krepitev integritete policistov, in sicer v samo vsebino kodeksa in pa tudi v sklop seznama vrednot in vrlin. Posebej je bil izpostavljen člen o nepodkupljivosti policistov, poudarjena je bila avtoriteta argumenta in pa kodeks je bil sprejet na podlagi vseh veljavnih in pa sodobnih standardov. V razpravo je bil dan vsem policistom in ko so bile povratne informacije pridobljene, je bil izdelan končni osnutek in pa sprejet potem tak kodeks policijske etike, kot je zdaj v natisnjeni obliki. Kar je še potrebno, je to, da se kodeks policijske etike implementira v prakso, kar se počne na 3 različne načine, in sicer primarno to počne Policijska akademija, v nadaljevanju pa potem je bila ustanovljena delovna skupina, ki se z namenom krepitve integritete policistov posebej ukvarja z etičnimi določili in pa aplikativno etiko v policiji, in znotraj tega je tudi usposabljanje policistov o določilih novega kodeksa policijske etike in pa seveda tudi vodstvo policije bo poskrbelo, da bodo policisti seznanjeni z samimi določili in pa z vsebino kodeksa. Torej, kot že rečeno, želeli smo, da zamenjamo star kodeks, ki ni bil več življenjski, oziroma ga nadomestimo z kodeksom, ki je sodobnejši in ga poskušamo implementirati v prakso na način, da bo živel. Prihajam iz Policijske akademije, kjer skrbimo za celotno izobraževanje in usposabljanje slovenskih policistov. Moram poudariti, da se močno zavedamo, da je znanje tisto, ki nam daje potrebno samozavest za to, da uresničimo vse, kar je spoznano za pravilno, koristno in nujno. Na Policijski akademiji imamo 3 osnovne organizacijske enote, ki skrbijo za izobraževanje in usposabljanje. To je šola za policiste, potem višja policijska šola in pa center za izpopolnjevanje in usposabljanje. V šoli za policiste se izobražujejo kandidati, ki bodo v prihodnje prevzeli policijsko delo na terenu. In tu moram poudariti, da je še posebej pomembno, kako, na kakšen način jim pokažemo oziroma na kakšen način jih nekako naučimo delovati etično. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da se etike ne da učiti.
ne da se je poučevati na klasične učne metode, ampak pri tem uporabljamo predvsem učne metode, ki so nekako bolj aktivne za slušatelje, kandidate ali študente. Tu lahko izpostavimo razne učne delavnice, razne učne metode pro et contra, referate, seminarje in tako naprej in tako naprej. S tem hočemo poudariti tudi to, da je slušatelj, se pravi študent ali kandidat, v središču pozornosti, da je nekako najbolj pomemben in da mu pokažemo pot, kako je potrebno razmišljati, ko se soočamo z etičnimi dilemami na terenu. Potem imamo višjo policijsko šolo, kjer izobražujemo študente, ki bodo v prihodnje prevzeli naloge vodje manjših policijskih enot, vodje lokalnih kriminalističnih skupin. Tudi tukaj se močno zavedamo, da je etičnost v veliki meri pomembna za vodje policijskih enot in da se policisti zgledujejo predvsem po svojih vodjih. Vodje odigrajo zelo pomembno vlogo pri sami etičnosti, integriteti v policiji. In pa Center za izpopolnjevanje in usposabljanje. Tukaj pa usposabljamo policiste, ki so že na delu na terenu. Tu skrbimo za permanentno usposabljanje teh policistov in za to, da nekako pridobijo nova znanja oziroma ponovijo pridobljena znanja, ki so nujno potrebna za delo. Omeniti še velja pomoč nevladnih organizacij, pri tem nekaterih drugih organizacij, tu še posebej izpostavljam varuhinjo človekovih pravic, ki nam je vedno pripravljena priskočiti na pomoč pri usposabljanju in izobraževanju, potem predstavnike Amnesty International in tako naprej in tako naprej. Vsekakor je osnovni cilj izobraziti policiste, ki bodo upravljali svoje delo strokovno in seveda v interesu nas vseh državljanov. Hvala lepa.